Magdalene Krivopete. Gledališče zatiranih za enakost spolov. Pozdravljeni že v 6. podcastu Magdalene Krivopet, kjer se poglabljamo v nasilje na podlagi spola in spolno nasilje v Sloveniji. Tokrat z vami Nežka in Tjaša, z Darjo Zaviršek, doktorico socioloških znanosti in profesorico na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani, ki je odločilno pripomogla k razvoju socialnega dela po vzhodnji Evropi in delih sveta, kot je Šrilanka na primer. Področje njenega dela pa so med drugim teorije nasilja, nasilje v družini, nad ženskami in otroki, spolne zlorabe otrok, duševno zdravje. Zato nam bo pomagala med sabo povezati vso nabrano znanje, ki smo ga že pridobili iz prejšnjih podcastov. Projekt Enakost spolov je zakon. In pozdravljam obe v studiu, tako gostjo kot sovoditeljico. Živjo. Torej danes se bomo pogovarjali o vzrokih in posledicah spolnega nasilja ter nasilja na podlagi spola v Sloveniji. Pri tem se bomo dotaknili tudi vidika duševnih stisk. In za začetek, torej v podcastih, kot že rečeno, smo se do zdaj osredotočali na ženske kot najširšo skupino, ampak znotraj nje so tudi neenakosti med nami. Nekatere ženske doživljajo več nasilja in večjo neenakost kot druge. Kdo so te ženske? Pri tem nas bi predvsem zanimal vidik intersekcijskosti. In potem še dalje, še kot podvprašanje, živimo v družbi, ki naj bi ščitila in podpirala tiste, ki se rodijo v ranljivejših okoliščinah kot drugi, ampak to je nekako, bi lahko rekli, mit. To ste tudi v enem članku zapisali, da je resničnost v bistvu nasprotna. Torej, osebe s telesno, senzorno ali intelektualno oviro so bolj izpostavljene nasilju in zlorabam. Hvala lepa za vprašanje in za povabilo. Zgodba je v bistvu že zelo dolga. Če pogledamo v 15. stoletje, prve zapise v zvezi z nasiljem, ki jih imamo, je Christine de Pizan v knjigi Mesto žensk oziroma Mesto dam rekla, nekateri moški mislijo, da ženske uživajo, ko jih posilijo, ko jih spolno napadajo, kako si lahko kaj takega predstavljajo. Torej, tukaj gre res za dolgo zgodbo, ki so jo ženske internalizirale. In tako kot pravite, beseda ženska je zelo, bi rekla, je sociološka kategorija, ki je zelo abstraktna in danes vemo, da ne samo, da nimamo spolne binarnosti, ampak da je tudi zatiranje ne samo zaradi spola, ampak zatiranje zaradi barve kože, etničnosti, razreda in zaradi recimo hendikepa ali pa zaradi starosti enako pomembno kot zatiranje zaradi pripadnosti določenemu spolu. In ko se te, bi rekla, kategorije, ki so na nek način sociološko konstruirane, recimo ravno pri spolu vidimo, kako je to konstruiran, če govorimo samo o dveh spolih in ne upoštevamo, bi rekla, druge spolne izraze. Torej, da so kategorije po eni strani konstruirane, po drugi strani so pa zelo realne. Biti ženska pomeni, da če se poleg tega, da je nekdo biološko ali pa izrazno ženska in se počuti kot ženska, če je obenem izpostavljena recimo revščini, kar večina žensk, če pogledamo globalno, so revnejše kot moški. Zdaj je že konec novembra, to pomeni, da bi morale nehati delati, če bi hotele kompenzirati to, da imamo nižje plače. Potem, če pogledamo zraven še, da so nekatere ženske izrazito prikrajšane zaradi tradicionalnih, jaz temu rečem škodljivih socialnih norm, ki veljajo v njihovih družinah. To pomeni, ki normalizirajo in opravičujejo recimo vsakdanje nasilje ali pa spolne zlorabe. Ali pa če upoštevamo potem še to, da je lahko nekdo ženska, pa ima oviro, pa živi v inštituciji ali pa je diskriminirana
zato ker ne bo mogla imeti otrok, ker se predpostavlja, da je ženska najprej med drugim tudi posoda za rojevanje, potem imamo nakopičene, bi rekla, deprivacije, ki nekatere ženske postavijo res na dnu, bi rekla, socialnih struktur, kar pomeni, da se pred nasiljem ne morejo braniti in če doživijo nasilje, se ne morejo nikamor obrniti po pomoč, zato ker so socialne strukture naprimer nedostopne za njih ali pa se jim ne verjame, ali pa če pogledamo naprimer ženske z intelektualnimi ovirami, velikokrat nimajo besed, da bi izrazile, kaj se jim je zgodilo, ali pa se njihova zgodba izrazito medicinizira in interpretira v parametrih medicinskih diagnoz. In v teh primerih je dejansko težko govoriti bi rekla, o vseh ženskah, ne, nasproti recimo moškim ali pa, torej zatiranje ima različne gradacije. Ampak to se vseeno sliši abstraktno. Zatiranje ima različne gradacije. Kako bi to zelo konkretno pa na preprost način prikazali skozi podcast? Ja, recimo, če vzamem eno skupino, recimo žensk, s katerimi sem se bolj ukvarjala pri svojem raziskovanju, zato ker so sicer zelo marginalizirane. To so ljudje, ki so recimo fizično ovirani ali pa senzorno ovirani, ne slišijo, ne vidijo, ali pa intelektualno ovirani, torej dobijo neko diagnozo, duševno prizadet bi danes rekli, ali pa mogoče celo vedno pogostejša je kategorija avtizem in tako naprej. Ne. In zdaj to so medicinske kategorije, ki zelo malo povejo. Ne. Mi mislimo, da točno vemo, če nekdo reče, to je pa avtist, ampak v resnici je to pravzaprav žaljivka, ki ima neko zvenečo medicinsko ime, v resnici pa nič ne vemo o tem človeku. Zdaj, v preteklosti se je verjelo, da ljudje z ovirami so zaščiteni pred nasiljem in ženske z ovirami so zaščitene pred nasiljem že zato, ker imajo oviro. Ne? Torej v tem ljudski misli je bilo, kdo bo pa napadel ali pa spolno zlorabo ubogorevco. Ravno nasprotno je. Manj, ko ima ženska moči, da bi se branila fizično, strukturno, da bi šla na sodišče, da bi imela denar, da bi plačala odvetnike, da bi šla na policijo, da bi imela vpliv na ljudi okoli sebe, večja je verjetnost, da se ji bo nasilje zgodilo. Pri nas v Sloveniji smo zelo brezbrižni do tega, nobene raziskave ni na tem področju, so samo, bi rekla, krajše naracije, zgodbe, ki jih recimo zbirajo študentke za diplomske naloge. Tu in tam je kakšna mini tako kvalitativna za 5 do 10 intervjuji raziskava, ni pa dejansko nacionalne raziskave, ki bi govorile o tem, kar dokazujejo zahodne študije, da so ženske z ovirami, katerimikoli, bistveno pogosteje, nekateri pravijo 60% pogosteje, da rečem žrtve ali pa preživelke, spolnih zlorab, fizičnega nasilja, napadov spolnih, ravno zato, ker so primerne žrtve, zato, ker se jim še manj verjame, ker se zdi, da zločinec, da nasilnež ne bo kaznovan, ker se obrnemo stran, ker imamo dvojne kriterije, ko gre za recimo ženske z ovirami. To je recimo konkreten primer, ki je tako očiten. Še en primer, ki je zelo očiten, je recimo, in zdaj tukaj je vedno nevarno, zato bom najprej rekla, pa ne, da bi hotela ravno obratno patologizirati romske družine. Ampak v romskih družinah je pogosto, v nekaterih, da prisilijo deklico, da se prisilno poroči zelo zgodaj. Nasilje nad ženskami je zelo pogosto, spolne zlorabe deklic so pogoste in normalizirane. Vsi pogledamo stran,
strokovne službe, ki bi se morale vplesti, ki bi morale bobnati okoli tega, da je to nezaslišano, molčijo. Spet zaradi dvojnih kriterijev. Ne? In ni čudno, da pravzaprav dolgo časa pri nas v Sloveniji, ko smo govorili o nasilju nad ženskami, smo imeli pred sabo tako belo žensko srednjega sloja, tista, ki ne vem, ima službo na ministrstvu ali pa v šoli in se ji dogaja nasilje in njej je treba pomagati. Ne? Takoj, ko gre pa za ljudi, ki so bolj marginalizirani, ki jih drugi socialni, da tako rečem, statusi potiskajo v še večji molk in margino, tukaj pa sploh niti ni bilo zavedanja, niti ni bilo pripravljenosti, da bi se kaj pokrenilo in v resnici lahko rečem, da jo še danes ni. Jaz se spomnim, da je nekdaj na zidu pred Metelkovo opisal preveden citat Silvije Federici, s katero smo začeli serijo podcastov, in je šel nekako tako, vsaj delček je bil zapisan tam: v kapitalistični družbi telo ženskam predstavlja to, kar tovarna predstavlja moškim plačanim delavcem, in tovarna je ta kraj dogajanja, kjer se primarna podlaga za izkoriščanje in upor. Kako lahko to razumemo sploh v današnjem kontekstu, ki je vedno manj tovarna, ne? Kaj ima ta skupnega nasilja in ekonomija? Torej, tudi v socializmu, ne samo v kapitalizmu, je bilo vprašanje nasilja absolutno potisneno v molk. Ženska formalna enakost je pomenila, da so ženske sicer dobile plačano zaposlitev, dobile so pravico do abortusa in do odločanja o izbiri, s kom, kdaj in kako bodo imele otroka. Imele so pravico do vrtcev in tako dalje. To so bile te tipičen del, bi rekla, socialističnega predstave enakosti med spoloma, ne? Kot se je temu rekli nekdaj humanizacija odnosov med spoloma. Ni pa socializem posegel v, bi rekla, moško dominantno družbo in ni posegel po ideji, da je skozi zgodovino, takoj ko se je, recimo, če pogledamo Engelsovo slavno knjigo Izvori družine, države in zasebne lastnine, takoj ko se je ustvarila ideja zasebne lastnine, je tudi žensko telo in ženska prokreacija, torej sposobnost rojevanja, postala lastnina nekoga. Ne? In ne vemo čistočno, niti antropologi točno ne vejo, niti točno kdaj, niti kako, ampak z idejo lastnine ženska postane lastnina moškega in njeni otroci postanejo v resnici lastnina. Ne? Torej, ta lastništvo nad telesom se v zasebni sferi prevede v to, da recimo, ne, če pogledamo ideologijo jus prima noctis v feudalizmu, kjer je pravica prve noči, kjer si je fevdalec prisvojil ne samo delo svojih tlačanov, ampak tudi spolnost oziroma telo svojih mladih tlačank. Ne. Potem kasneje recimo ta ideja, ne, pravica prve noči ali pa pravica patra familiasa, ne, od tega patriarhat, ne, da si vzame, da ima spolni stik za svojo hčerjo in tako naprej. Vse to je bilo pravzaprav, če zgodovinsko gledamo tukaj do 19. stoletja, to je včeraj. Ne. In to lastništvo, ne, recimo, če naredim en tak preskok, ne, v začetku 90. let, v začetku obdobja, ki mu rečemo postsocializem, je ena prvih stvari, ki so jo recimo naredili na Poljskem, je, da so prepovedali pravico do splava. In začeli splav patologizirati, češ kako grozno, škodljivo je, kako ženska trpi, kako ubija dojenčka, čeprav vemo, da v prvih 11 tednih je to tako kot zgleda, ne, če pogledamo pod mikroskopom. Ravno včeraj sem gledala enega švicarskega zdravnika, ki to zelo lepo pokaže, je tako kot košček bele vate,
a ne nič drugega. Tako in tako, a ne, tudi v medicinskem smislu ne govorimo o subjektu kot pravicam. Torej, takrat so recimo na Poljskem rekli, nacionalizirali bomo ženske trebuhe. Ne? Torej, prepovedali bomo splav in tukaj vidimo to idejo lastništva, ne? Idejo prisvajanja ženskega telesa, recimo ideologiji naroda, populacijski politiki, ideji recimo čim večjega rojevanja otrok in tako dalje. Ne? Torej, tukaj imamo v smislu lastnine in lastništva je ženska dejansko zgodovinsko funkcionirala kot last moškega in te fantazije, ne, da je ženska lastnina, moški pa to lastnino varuje, je v bistvu še danes funkcionira tudi velikrat med ženskami, ki so prepričane, da ko bodo našle pravega moža, jih bo ta varoval in so potem popolnoma zaprepadene, ko se ta varujoči moški spremeni v agresorja. Torej tukaj seveda lahko rečemo, se ženska prostovoljno pusti zasužniti, ampak seveda ta prostovoljnost v zgodovinskem in strukturnem smislu jo lahko razumemo kot dolgo zgodovino internalizirane opresije, zatiranja, internalizacije dominantnega diskurza, da je ženska šibkejša, moški močnejši, da bo našla nekoga, ki jo bo zavaroval v ščitu, ampak zaradi teh mitov se je tako zelo težko potem tudi soočiti z realnostjo, se je zelo težko priznati tretji osebi, tudi jaz sem žrtev nasilja ali pa sem preživelka, nočemo ženske več kot toliko viktimizirati, zato ker imajo moč, ženske se borijo, ženske poskušajo jeti ven, ženske se postavijo zase, ampak velikrat za cena, ki jo plačajo, je zelo visoka. Pa če zdaj spet probamo. Ja, zdaj smo se v bistvu ravno tega dotaknili, kaj pač smo mislili naslednje odpreti in v bistvu to, da pri spolnem nasilju bolj kot da bi šlo za zadovoljevanje nekih potreb po spolnosti, da gre v bistvu v prvem planu za zadovoljevanje potrebe po dominaciji v bistvu in po prevladi nad osebo. To smo v bistvu se zdaj že tega večkrat dotaknili in zdaj tudi v bistvu pač povedali, zakaj je to. Ja, recimo, jaz zelo cenim velikega strokovnjaka na področju spolnega nasilja, spolnih zlorab, zlasti med otroki, zato ker vedeti moramo, recimo tudi sama, ko sem analizirala zgodbe, jaz tudi, mi tu iz Slovenije, sem se zelo dobro da videti, da so ženske, ki so recimo doživele nasilje recimo pri partnerju ali pa na nekem žuru, na neki zabavi, strani recimo dobrega prijatelja in tako naprej, so dejansko velikrat imele izkušnje spolnega nasilja tudi že kot otroci. In zdaj David Finkelhor zelo dobro pravi, in to je vedno znova ponavljam, da eden od mitov, ki smo ga tudi internalizirali, je, da se spolna zloraba, spolno nasilje, če gre za otroke, zgodi z silo. Da nekdo otroka zvleče v avto, ga pretepe in ga potem spolno zlorabi. Sploh ne. Spolno nasilje, spolna zloraba pri otrokih se začne izredno perfidno, se začne z vabilom otroka v igranje, z vabilom otroka v odnos, pod krinko vzgoje, skrbi in tako naprej. In ravno zato, ker je otrok upleten v nekaj, kar sploh ne razume, ne ve, kaj je, bi rekla, kaj namerava, kaj naklepa storilec, v bistvu zdrsne v odnos, ki postane nasilen in iz tega zdrsa se začne razvijati krivda in sram.
kaj sem naredila, da se je to zgodilo, zakaj nisem pobegnila, zakaj nisem kričala, zakaj ravno jaz, kako to, da sem se spet šla igrati tja in tako naprej. To so vse vprašanja odraslih, ki se sprašujejo za 10 let, 15 let, 20 let, velikokrat nazaj, kako je mogoče, da sem dopustila zlorabo. Ne? In zdaj to je zelo pomembno vedeti, ne? Tudi za prepoznavanje. Ne? Ko recimo rečemo, ja, se nasilneža bomo pa tako in tako prepoznali, tako rekoč na površju obraza. Ne? Gotovo je grd, neprivlačen, grob, tako kot kakšni, bi rekla, najbolj divji kavboji iz Wild Westa, iz časa kolonializma ameriškega. Ne? V resnici gre pa v večini primerov za prijazne, uglajene, zelo, bi rekla, pošterkane, včasih rečemo, ta tip je pa tako sluzast, ne? Take sluze, pa res vsi ga imajo radi, vsi rečejo, pa se to je nemogoče, ne? In seveda na ta način se žrtvi ne verjame. Vsi najprej ne bi radi videli, ne bi radi verjeli, ker je to zelo grozen. Vsi upamo, da to ni res. Ne vem, če sem odgovorila na vaše vprašanje, lahko me še enkrat vprašate. Ne, mislim, da v bistvu super navezuje na naslednje. Ja, pa tudi na tisto pred vprašanje, mislim še pod vprašanje se navezuje. Ja, zato ker hkrati se nam zdi, da je pomembno razumeti tudi, kakšno je ekonomsko ozadje nasilja, ker raziskave kažejo, ne, da če se zaostri družbeno, ekonomsko nasilje, se bo to razširilo, zaostrilo tudi med družinami. Ja. Zdaj, to vprašanje je zahtevno zaradi tega, ker smo dolgo časa v tej temi je bilo veliko patologizacije v tem smislu. Revnejši sloji delajo nasilje. Ne? In zdaj, zakaj je bilo to vidno? Bilo je seveda bolj vidno med ljudmi, ko so bili tudi revni, pa so rabili socialne službe, pa je socialna delavka prišla domov, pa je videla, da je med drugim, poleg revščine, tudi nasilje. Ne? Ali pa lažje je videti pri otroku, ki je že tako in tako, bi rekla, recimo iz revnejše družine, bolj smo pozorni in recimo vidimo, da je bil obrcan, pretepan in tako naprej. Ne? Torej, zdaj kako dejansko pogledati, kako ekonomsko breme, ali pa težave ali pa revščina vplivajo na nasilje, pa hkrati ne patologizirati, pa ne imeti v fokusu samo revnejše družine. Ne? To je problem. In seveda problem je tudi v državah, kjer lahko o tem govorimo bolj ali manj na pamet, ali pa iz zahodnih študij, ker mi teh raziskav nimamo. Ampak moram reči, da je Metka Kuhar in jaz sva naredile letos, je bil objavljen članek o spolnih zlorabah v Sloveniji v reviji za kriminalistiko in kriminologijo, kjer sva na podatkih, ki so pa nacionalni, tako imenovani panelni vzorec, ki ga je naredila Metka Kuhar tik pred pandemijo 2019, sva dobile naslednje podatke. In sicer skoraj 10% žensk, lahko rečemo na nacionalnem slovenskem vzorcu, je reklo, da je doživelo spolno zlorabo do 15 leta starosti in malo manj kot 3% moških. In zdaj, če grem na ekonomske razlike, ženske so bile iz nižjega socialnega sloja. Je bila korelacija med nižjim socialnim slojem in nasiljem, pri moških je bila pa zelo zanimiv korelacija oziroma moški iz etničnih skupin, recimo ljudje, ki so recimo druga, tretja, četrta generacija delavcev, ki so prišli kot ekonomski migranti iz republik nekdanje Jugoslavije. Torej, etnična pripadnost in izkušnja spolne zlorabe sta bile bolj izraziti. Tako da, ja, lahko rečemo, torej ljudje, ki zdaj v krizah
se pa to vidi tudi tako, da je manjša možnost pridobiti, torej se vceliti, manjša možnost je dobiti stanovanje, da bi človek pobegnil, odšel od nasilja, manjša možnost je, da da ženska ne bi recimo delala tudi po noči, da bi lahko zaščitila svoje otroke in tako naprej. In obenem so tudi socialne službe vedno manj dostopne in tudi socialne službe nimajo več sredstev, s katerimi bi ljudem pomagale. Ne? In zdaj ta kombinacija ekonomske krize in spolnega nasilja je seveda zelo, zelo velik problem. V bistvu lahko ovržemo še par mitov zdaj v povezavi z vsem, kar smo povedali. Namreč med storilci kaznivih dejanj prevladujejo slovenski državljani, meni se zdi, kaznivih dejanj spolnih zlorab. Da se zelo manipulira hkrati ta podatek, kot ste omenili pri ranljivih marginaliziranih skupinah, češ to se samo tam dogaja, ampak potem pa raziskave kažejo pa res popolnoma nasprotno, ali pa da se to dogaja med priseljenimi, da posiljujejo begunci in tako naprej. To se je zelo v zadnjem mestu zlorabljalo. Raziskave kažejo popolnoma drugače, tudi da gre v bistvu za ljudi z višjo izobrazbo od srednje šole. Tudi ta mit, da gre za manj izobražene ljudi, tam se dogaja nasilje, pa spolno nasilje. V resnici ravno nasprotno. Zdaj pri nas je prepoznavanje in primeri, ki pridejo na sodišče, to je niti vrh ledene gore, ni to, kot bi temu rekli. Torej, tam približno med 150 do 180 primerov na leto pride do sodišča. In potem je od tega vsaj polovica zavrženih. To pomeni, od teh primerov torej, ta vzorec, ki ste rekli, da največ je recimo slovenskih državljanov, srednjega sloja in tako naprej, to so res primeri, ki pridejo pravzaprav ven, kjer lahko recimo, strokovne delavke ali pa recimo dekleta sama, če zdaj gledamo še vedno ljudi pod 18 letom starosti, nekako pridejo in povejo, da se jim dogaja spolna zloraba. Zdaj jaz ne bi čisto zanemarila to, da so moški, ki prihajajo iz izrazito patriarhalnih okolij, in tukaj navkljub temu, da se zavzemamo za antiislamizem, za pravico migrantov do premikanja in tako naprej, ampak ne bodimo tukaj romantični. Ne bodimo romantični in so primeri posilstvu in spolnega nasilja zaradi tega, ker se bomo vedno imeli spolne zlorabe in spolno nasilje moških iz okolij, kjer je ženska preprosto videna kot objekt, predmet, manj vredna in tako naprej. Bodi si, da je to religiozno tako, dobro, tudi krščanstvo seveda vidi žensko kot pokorno možu, kot deklo gospodovo, kot bi rekla profesorica Maca Jogan, iz religioznih dokumentov sodobnih, ki so bili napisani včeraj, je to razvidno, ampak kljub vsemu. Tako da, ampak seveda, tako da jaz predpostavljam, da moramo gledati oboje, in da ne smemo popolnoma izključiti tudi dejstva, da ljudje, ki so recimo iz nižjih socialnih slojev ali pa etnične manjšine in tako naprej. Saj sem rekla, recimo za Rome vemo, romske ženske same pravijo, nasilje pri nas je samoumevno, in zdaj vidimo, kaj se recimo dogaja v Afganistanu in tako naprej. Mislim, to je tam kot ženska je nemogoče živeti. Človek, mislim, kot ženska nima
ženska nima pravice do šolanja, do izobraževanja, do svobodnega gibanja, kaj šele do kakršne koli odločitve. A ne? In zdaj tukaj enostavno, jaz nisem več, mogoče sem bila, ampak nisem več romantična v tem smislu, da če pa ljudje kot migranti pridejo v drugo državo, se pa vse spremeni, se ne. Kvečemu se preživetveni pritiski so drugačni in na novo pritiskajo in seveda, da niso romantični pogoji. Ne? Ja. Torej, bi nadaljevali potem z rubriko Ena modra, ki je v bistvu rubrika, v kateri komentiramo seksizme iz medijev. Ena modra. Daj še enkrat. Ena modra. Zdaj za tokrat sva izbrali s Tjašo torej en primer, kjer je na enem izmed spletnih medijev so lani povzeli pričevanje anonimne ženske v intervjuju za komercialno televizijo, kjer je delila svojo izkušnjo spolne zlorabe slovenskega župnika izpred 40 let. Je pa nekaj let nazaj zlorabo prijavila na škofijo in takratni generalni vikar je rekel, zdaj citiramo: "Gospa, veste, to so hude obtožbe, vsi smo rojeni z izvirnim grehom in vsi smo krvavi pod kožo." Zdaj pa, če bi pokomentirali ta odziv, na primer. Ok, torej, zdaj, tako bi rekla, še zadnja inštitucija, ne, o kateri o spolnih zlorabah ni bilo govora do zadnjih let v Sloveniji, medtem ko recimo v ZDA, na Irskem in tako naprej imamo v bistvu diskusije na temo spolne zlorabe, spolno nasilje v katoliški cerkvi že 30 let, ne, ampak zdaj je v bistvu pravi boom, ne, in zato je ogromno ljudi izstopa iz cerkve, ne, recimo na Irskem je 2018 zaradi tega bila v resnici je bil dobljen referendum za pravico do splava, ne, zato ker ljudje ne verjamejo v cerkveni ideologiji. Torej, zdaj je pa, ne, tudi pri nas končno prišla ta diskusija. In dobro je tudi, da imamo znotraj cerkve organizacijo dovolj.je, ne, ki jaz pravim tako cerkveni mi tu, kjer so sami duhovniki prišli v javnost s tem, da so bili kot otroci spolno zlorabljeni. Zdaj, kaj pa vsi ostali, ki so spolno zlorabljeni v cerkvi strani duhovnikov, pa molčijo. Molčijo zaradi tega, ker so velikrat izhajajo iz zelo vernih družin, ki se jim zdi to nezamisljivo, da bi lahko duhovniki zlorabljal. In recimo za mene so zelo tragični tisti podatki, ki pravijo, da velikrat ljudje, ki so bili spolno zlorabljeni strani duhovnika, to povejo šele takrat, ko so starši že mrtvi, zato da ne bi starše užalostili. Potem spomnimo se nekaj let nazaj, ko so otroci na otroškem parlamentu v eni vasi v Sloveniji začeli govoriti o tem, kako jih župnik spolno zlorablja, in je celotna vas, vsi starši, čeprav je en za drugim so otroci spregovorili, to je bilo zelo v medijih, so se starši kolektivno postavili proti otrokom. Ne, to je tako, kot analogijo lahko damo danes z Putinovo vojno, ne, kjer dejanska anekdota, pokliče hčerka svojo mamo v Rusijo iz Ukrajine in reče: "Mama, tukaj je vojna, tukaj nas ubijajo." In ona reče: "Ne, ni res, jaz gledam vsak dan televizijo." In potem reče hčerka: "Komu bolj verjameš, Putinovi televiziji ali meni?" Torej, tukaj je podobno, ne, komu bolj verjameš, inštituciji cerkve ali meni, tvojemu otroku. No, in torej v katoliški cerkvi so spolne zlorabe normalizirane, zato ker je ženska dekla Gospodova in je
lahko je njeno telo tudi med, bi rekla, to patriarhalno inštitucijo nekaj, kar je nevrednega, ne, drugače ne bi se ta inštitucija borila za ukinitev splava, zaradi katerega 500 000 žensk na leto umre. In bi rekla, spregovorila, ne, tudi pri drugih neenakostih. Ne. Zdaj, problem je, da je krivda še večja, zato ker je ta, bi rekla, zapletenost, ne, ali pa ta prepričanje, ne, da nekdo, ki je poslan od Boga in ki ga skupnost tako zelo spoštuje, da dela nekaj slabega, to je taka schizma, to je tak razkorak med tem, kar doživlja žrtev in kar doživlja, kar bi morala čutiti, da velikrat ljudje enostavno okoli tega ne morejo, enostavno ne morejo se brez, torej se zavijajo v molk, namesto da bi čutili ta blazni razkorak, ne, ali pa razvijajo resne težave v duševnem zdravju, depresijo, se poskušajo samomor, postanejo nori, a ne, zato ker je situacija tako nora. A ne. A ni to, kaj je bolj norga kot to, da v bistvu izvaja zločinsko dejanje nekdo, ki je poslan od Boga, a ne, med ljudmi, ki so religiozni. Ja, se ravno to nepričujoča tudi deli, da se po 40 letih še vedno natančno spomni 8 let trajajočega spolnega zlorabljanja in čuti posledice še danes. In če pogledamo spet v statistike, v bistvu 2-krat več žensk naj bi živelo z ali depresijo ali pa duševnimi boleznimi, tako, če najširše vzamemo, 80% žensk naj bi živeli z avtoimuno boleznijo, tudi podobne stvari vidimo v teh skupnostih, ki so diskriminirane, ne. Skratka, posledice dominacije, nasilja, spolnega nasilja so konkretne, se ostanejo v naših telesih in zaznamujejo naš obstoj. Ja, ostanejo v telesih in se lahko pokažejo bodisi kot telesna kronična bolezen ali pa kot resne težave v duševnem zdravju, dolgotrajne težave. Recimo, ko zahodne študije ugotavljajo, da je 50 do 70% žensk, ki pridejo na psihiatrijo in dobijo težko diagnozo, recimo bipolarna motnja, ne, kjer recimo psihiater reče, to je zdaj nekaj, kar morate jemati nevroleptike vse življenje, to se ne da pozdraviti in tako dalje, ne. Ali pa recimo ženske večkrat pridejo tako imenovana sistem vrtečih se vrat, ne, vedno znova ali pogosto, da gre za ženske, ki so preživele spolne zlorabe, spolno nasilje in sicer ne enkrat, večina spolnega nasilja ni enkratno dejanje, ampak večkrat, zlasti, če so bili otroci in so bili vedno znova, so morali iti k tistemu zlorabljevalcu, so jih starši poslali, starši so jih poslali v cerkev, starši so jih poslali k verouku, starši so jih poslali k dobremu stričku, k dedku, k sosedu in tako naprej in niso poslušali otrokovih simptomov. Zdaj, najprej spolna zloraba, zato je tako uničujoča za duševno zdravje ali pa za telesno zdravje, je pravzaprav sistem. Ne? Ni samo spolni akt, ampak je sistem neke groze, molka, skrivnosti, ki človeka zaznamuje, spremeni in ni na vidiku konkretnega konca. Vedno znova, ne, pripovedujejo ženske, so morale kot deklice jeti v isti prostor, jeti k istemu nasilnežu in so vedle, da se bo spet zgodilo in so bruhale in so imele želodčne težave in tako naprej. In potem se velikokrat to res, kot ste rekli, ostane v telesu kot telesna izkušnja in kot
čustvena izkušnja, da ni pomoči, da so slabe, da so grde, da začnejo živeti, bi rekla, v primerjavi s svojimi vrstniki neko paralelno realnost. Ne? Nič več se ne morejo igrati, nič več se ne morejo brezskrbno tekati sem in tja, zato ker bodo jutri spet šle v tisto sobico, recimo, če dam aluzijo na knjigo Dušana Rutarja Duhovnikova sobica, ne, ki je bila izdana, mislim, da leta 2016, 15, nekaj takega. Zdaj nihče na psihiatriji dolgo časa sploh ni bil pozoren na to in zdaj premalo vemo, kaj se dogaja znotraj slovenske psihiatrije, da bi vedeli, koliko so usposobljeni psihiatri za to področje. Mislim pa, da ne, zato ker brez, bi rekla, psihologije, psihiatrije, ki je osredotočena na spol, na razlike po spolu, da ne rečem feministične psihologije ali pa feministične psihiatrije, ki je v tujini del vsakdanjega izobraževanja, jaz pa mislim, da je pri nas ni, to ne bodo znali razkrivati, ženske ne bodo o tem govorile, zaradi tega, ker ženske govorijo o spolnem nasilju v zelo varnih prostorih, o ljudem, za katere imajo občutek, ta človek bi pa znal razumeti, ta človek bi pa znal, bo pa vedel, ne da bi morala celo zgodbo povedati, ne, bo pa vedel, o čem govorim, tudi če samo rečem, ampak sej bila sem tam noter v tisti sobi, bilo je grozen in ima človek en občutek, ne, tukaj se je pa moralo nekaj zelo, zelo groznega zgoditi, verjetno spolno nasilje, ne da bi morala ženska zdaj jeti v detajle, ker sploh ne gre za to, ni pomembno, ne, niti ne rabimo vedeti detajlov, zanima pa nas, dobro je pa vedeti, kako zdaj ženska ravna s tem, ne, kako živi s tem, kaj bi rabila, ne, kaj je tisto občutek, ki jo najbolj muči, sram, umazanost, krivda, spraševanja, kako je to mogoče, ne? In da se ji da v teh primerih zelo jasna sporočila, ne? V tem smislu, bila si otrok, nisi mogla vedeti. To je nekaj groznega. Nisi pa sama v tem smislu, to se dogaja zelo, zelo veliko drugim deklicam, se ves čas dogaja. Evropska komisija pravi 1 od 5, ne, vsak 5. otrok. Svetovna zdravstvena organizacija pravi 20% otrok, ne, to so čisto novi podatki. Evropska komisija z najnovejšimi podatki pravi, na svetu je 85 milijonov spletnih strani otroških spolnih zlorab v svetu, ne, kjer so otroci kot objekt spolnega nasilja prikazani. Torej, to je tako zelo pogosto. Nisi mogla vedeti. To so zelo prijazni ljudje, moški, ki jih, večinoma so moški, so tudi kakšne ženske, ampak jih je zanemarljivo malo. Ne. Ženske lahko zlorabljajo fizično, psihološko, spolno pa zelo, zelo, zelo redko. Ne. Nekako socializacijsko, zgodovinsko je to zelo redko. Zdaj to vrste podporo, ne, bi rekla, je minimalna podpora. Ne. Tudi ljudje, ki so preživeli spolne zlorabe, pa so dobili psihiatrične diagnoze, pa tudi, če so dobili zelo empatične zdravnike, psihiatrinjo, je še vedno velikrat ta strategija preživetja, ne. Recimo, ena od strategij preživetja je, pravijo odrasli, kot da bi bila na stropu, sama, moje telo, gledam, kaj se meni dogaja na tleh. Ne? To pomeni razcep, splitting, kjer reče deklica, to se ne dogaja meni, to se dogaja samo mojemu telesu. Recimo tudi pri spolnih delavkah ali pa ženskah, ki se ukvarjajo, ne, za denar
z spolnostjo, se veliko to slišimo, ne, reče ženska, saj jaz to delam za denar, ampak to je tako in tako samo moje telo, ne, to ne doseže moje notranjosti, moje psihe, mojih emocij, tukaj sem pa čisto drugačna. Zdaj ta razcep, ne, ki ga otrok ali pa dekle odraščajoče naredi zato, da preživi, lahko se kasneje ohrani kot simptom tega, da pride do razcepljene osebnosti, do bipolarne motnje, ali pa, ne, recimo, huda depresija, ne, huda umaknjenost vase, občutek vse je brez veze, moje življenje nima smisla, moje življenje je bilo uničeno, mi je bilo ukradeno, moje otroštvo mi je nekdo vzel, nikoli več ne bo isto, niso me odrasli zaščitili, noben me ni zaščitil, življenje je v bistvu grozno, je polno zla in tako naprej. Ne? Te občutki, ki se potem prevedejo v medicinski mašineriji, v psihiatrične diagnoze, so, bi rekla, zelo realni. A ne? In tudi moramo reči, pravzaprav, wow, herojka si, da si preživela tako grozne stvari. A ne? Zdaj preživela, cena, ki si jo pa plačala, je pa visoka, a ne? S kroničnimi boleznimi ali pa z duševnimi stiskami. Če počasi nekako gremo k zaključku, da zaključimo naš pogovor, mogoče za na konec, kako lahko ženske in ranljive skupine v družbi na novo okrepimo svojo moč po zgodovinskem nasilju, oziroma vsaj 500 letnem plus tisočletnem, verjetno. Ali pa 2000-letnem, ali pa tam nekje 20.000 pred našim štetjem imamo prve zapise, ne? Recimo asirski zakonik, ne? Kjer, kaj je to, 23.000 let pred našim štetjem, 2300 let pred našim štetjem, ja, torej 20.000, ja, kjer reče, kjer je na tej asirski tabli, ne, zakonika, piše žensko, meščan lahko žensko, ne, spolno zlorabi, razen če nima moža, ne, če pa ima moža, potem pa lahko mož tega meščana ubije. Meščan, ki je poročen, lahko žensko lahko pretepe, ji odreže ušesa in tako naprej in jo pusti oditi brez vsega in tako naprej in tako naprej. Ne? Mislim, to je torej od pisnih virov, ki jih imamo, najstarejših pisnih virov, vemo, da je bilo nasilje in spolno nasilje prisotno. Ne? Zdaj, knjige so pomembne. Recimo Karolin Emke je napisala tisto krasno, pri nas je preveden pred 2 leti nazaj, Ja je ja in. Ne? To je njen monolog, ki ga je imela v Stadtteatru v Berlinu, kjer se sprašuje, kdo nas je naučil, da ne smemo po noči hoditi okoli, kdo nas je naučil tiste slavne, ona pravi, stavka, ki ga matere vedno ali pa babice vedno rečejo ženskam, boj se moških ali pa sam pazi po noči, ki hodiš in tako naprej. Ne? Kako so ta sporočila zgodovinsko internalizirana in ženska more vedeti, te stvari more vedeti. Ne? Kar z drugimi besedami pomeni krivda, ne? Nisi vedela, nisi se držala teh pravil, ni čudno, da se ti je to zgodilo, ne? Je takoj tukaj, ne? Tako je krivda tukaj. Torej, knjige pomagajo, ne? Knjige nam pomagajo reflektirati, da to ni, spolno nasilje ni nekaj unikatnega, ampak je zelo običajno, da je kolektivno spolno nasilje običajno. Pomembno je, da so forumi, kjer lahko ženska o tem govori. Recimo, ko smo odprli leta 2018, slovenski jaz tudi, ne? Jaz pa še 3 druge kolegice. In jaz sem potem, tudi ko sem spremno besedo k tej knjigi Karolin Emke, ki je išla v založbi CF, pisala, sem šla analizirati te forum, ne, cel, tam okoli 300 zgodb. Ne.
In nekatere ženske so rekle, prvič v življenju pišem o tem, prvič v življenju bom nekomu povedala. Ne. To pomeni, to so odrasle ženske v Sloveniji, ki niso nikomur povedale. Kaj to pomeni? To pomeni, da je zelo malo prostorov, kjer lahko se o tem govori. Potrebujemo več prostorov, potrebujemo več, tisto, kar najbolj manjka, je kontinuirana podpora otrokom, če spregovorijo o spolnem nasilju, kontinuirana podpora mladim ženskam, mladim dekletom in tudi fantom, ki se jim je zgodila spolna zloraba. Recimo v cerkvi so pogostejše spolne zlorabe dečkov, zlasti, če so v internatih. Zdaj pri nas internatov nismo imela, ne? Tako da tudi ne vemo, kaj je pogostejše, lahko samo špekuliramo, ne? Ampak večinoma slišimo za spolne zlorabe sicer deklica, ne? Ampak mogoče je fantom in moškim zaradi, bi rekla, njihove pozicije, moči, herojskosti teže spregovoriti, ampak upam, da bodo spregovorili. Torej potrebujemo različne prostore, kjer bi ljudje dobili kontinuirano pomoč. Ni dovolj samo enkrat jeti nekam in govoriti o tem in to je to. Ne? Potrebujemo take forume, kot je Jaz tudi, kjer ženske vejo, kjer lahko same berajo zgodbe drugih in je to lahko tudi, bi rekla, ohrabrujoče, da večjim ljudem povejo, zato ker govoriti o preživetih spolnih zlorabah je sigurno boljš kot molčati. Zdaj, seveda, v nekaterih primerih molk ščiti človeka, če živi v zelo patriarhalnih odnosih. Recimo, ženska reče, ne morem povedati svojemu možu, ker če bi povedala, bi me zapustil. Ne? Ali pa bi me imel za sprevrženo. Ne? Torej, žrtev postane tudi storilka, ne? In žrtev postane odgovorna za lastno spolno zlorabo. Recimo vemo, da je čisto en tak primer najbližji v času bosanske vojne. V vsaki vojni so ženske posiljene. Ne? Ženska postane teritorij oblasti, osvajanja, zato da se poniža ne toliko zato ker ona ni toliko pomembna, ker je ženska, ne? Ampak da se poniža agresor, da se poniža sovražnika. Ne? No, pa tudi žensko se duševno za dolg časa, ne? Seveda. Njeno moč se vzame s tem. Ja, za dolg absolutno. Absolutno. Ampak tako mislim, kot strategija vojne. Ne? Zdaj lahko rečemo, spolna zloraba v vojni je samo nadaljevanje spolnih zlorab v mirnodobnem času, ne? Brez dvoma. Če pa rečemo, ne, tako kot je pač Združeni narodi so definirali po bosanski vojni, pa Ruandi, pa Kongu, posilstva so vojna strategija. Ne? In zdaj, če rečemo, zakaj vojna strategija, ne? Med drugim za uničenje skupnosti, za uničenje sovražnika, ki ni mogel zaščititi tako imenovanih svojih žensk, pod narekovaju, pa seveda tudi žensk samih. Ne? Tako vse tri ravni so. No in v zelo tradicionalnih družinah, nekaterih v Bosni, ženska ni smela povedati, da je bila posiljena. Ne? Zato, ker bi jo družina videla kot umazano, kot onečaščeno, in bi jo izvrgla. Tukaj v tem primeru molk ščiti. Ne? Torej, tukaj moramo vedeti, ne, da ja, govoriti je treba, pa hkrati je treba spoštovati in poslušati molk žensk, ki živijo v takšnih kontekstih, v katerih bi to, da spregovorijo, pomenilo to, da bi bile izključene iz nekih socialnih okolij ali pa iz svoje družine in ženske enostavno podpiramo v tistem molku, v katerem čutimo, da je zgodba nasilja. Ok. Hvala gosti za delitev znanja, pa Nežka za ta pogovor. Pa velika hvala vsem ženskam, ki so že ali pa še bodo delile to izkušnjo svojo, tudi tistim, ki ne bodo, ampak preživijo. Ne? Do naslednjega podcasta, kjer bomo slišali še več resničnih zgodb spolnega nasilja. Ja, hvala tudi vam.
Jaz sem leta 1994 že napisala knjigo Ženske in duševno zdravje in vsem tem pisala. In naj povem še to anekdoto, da ko sem imela svoje prvo predavanje leta 1989 ali celo 1988 na tedanji šoli za socialne delavce, je bila še v moški obliki, in sem govorila o spolnih zlorabah, ne, moje prvo predavanje o spolnih zlorabah otrok in deklic, je en učitelj na tej šoli potem vstal na koncu predavanja in je rekel, Darja je preveč bila na zahodu, to se dogaja samo na zahodu, tega pri nas ni. Ne? Torej lahko vidimo, da recimo, če so na zahodu v začetku 70-ih let ženske feministične skupine, predvsem feministične, začele zelo jasno opozarjati na spolno nasilje nad ženskami, ki je ospoljeno, ne, tako kot pravi Istanbulska konvencija, je danes, smo mi imeli pravzaprav 20 ali pa 30-letni zamik. Ne? In je bilo še takrat, torej do začetka 90-ih let, za večino ljudi v Sloveniji za spolne zlorabe sploh vedeli niso, nikoli za njih slišala. Ne? In seveda ni čudno, da smo še vedno zelo, bi rekla, nazaj, ne? Kar se tega tiče. Hvala za pogovor vam. Enako. Upam, da nisem šla Hvala lepa. predaleč.